Danes je pred nama težka naloga. Ugotoviti morava, kakšna je povezava med zaporedno vezavo in zastojem na cesti. Zaporedna vezava je vezava v električnem toku. Zastoj na cesti pa je nekaj, kar se žal zgodi prevečkrat. Vsak od nas se je že peljal kdaj po cesti in dokler je bila cesta normalno prevozna, smo lahko vozili po avtocesti 100 ali pa 120 km/h. Če pa je bila na cesti kakšna nesreča ali kakšna delovna zapora, so se tam morali avti iz 2 kolon preusmeriti v eno. In kar naenkrat smo se začeli premikati bolj počasi. Ozka cesta je kot upornik na cesti. Dokler je cesta široka, lahko potujemo hitro, je velik pretok avtomobilov. Ko pa se cesta zoži, to pomeni, da smo postavili na cesto upornik, ki preprečuje, da bi avtomobili lahko nemoteno nadaljevali pot. Morajo se spraviti skozi manjšo odprtino, to je težje, kot če širšo, zato se pretok avtomobilov zmanjša. Naredi se kolona in potem avtomobili počasi nadaljujejo vožnjo naprej. Ozka cesta, upornik na cesti. No, podobno se dogaja tudi pri električnih tokovih. Pa si poglejmo zopet virtualni laboratorij. Tukaj imamo primer vezave ene same žarnice na vir napetosti. Kot vidimo, se elektroni lepo počasi premikajo, žarnica sveti. Poglejmo, kaj se bo zgodilo, če mi povečamo upor žarnice. Se pravi, da namesto malega upora naredimo ta upor večji. Kaj se dogaja? Tok teče vedno počasneje in žarnica vedno slabše sveti. Če se upor zmanjša, žarnica sveti bolj. Če se poveča, se elektroni premikajo počasneje in ta žarnica sveti manj. To je tako kot na cesti. Če imamo na cesti majhno zožitev, potem se bo hitrost avtomobilov zaradi te zožitve samo malo zmanjšala. Če imamo na cesti večjo zožitev, potem pa se bo vožnja zelo, zelo upočasnila. Podobno se bo zgodilo tudi, če bomo namesto enega samega upora imeli več uporov. Kot recimo tako. Normalna cesta in potem en upor, pa drug upor, tretji upor. Vožnja po taki cesti s toliko zaporami, s toliko uporniki bo počasnejša, kot bi bila vožnja, če teh upornikov ne bi bilo. Če pogledamo v virtualni laboratorij, upor žarnic bomo naravnali na 10 ohmov in sedaj bom vzela 3 takšne žarnice. 1, 2 in 3. Povezala jih bom v električni krog. In postavila na isto
baterijo, kot sem prej priključila eno samo žarnico. Kot vidimo, krog še ni sklenjen in zato se elektroni še ne premikajo. Ko krog sklenemo, se elektroni začnejo premikati, ampak ker je njihov opor večji, se premikajo počasneje. Vezali smo 3 žarnice, vsaka od njih je imela opor 10 ohmov. To pomeni, da je njihov skupni opor 30 ohmov. Poglejmo, kaj se zgodi, če tej žarnici povečamo opor na 30 ohmov. Tudi ta žarnica, tudi tukaj se elektroni premikajo počasneje. Če bi namesto 3 žarnic tukaj vezali samo 2 žarnici, bo skoznje lažje tekel tok, saj se žarnice manj upirajo, imajo manjši skupni opor in zato je tok večji. Tok lahko tudi izmerimo. Pomagamo si z napravo, ki se imenuje ampermeter. Ampermeter moramo vedno vezati zaporedno v vezje. In tukaj vidimo, da je tok 0,30 amperov. Če ta opor pomanjšamo na 10 ohmov, na 10, pa je tok 0,90 amperov. Sedaj bomo ampermeter vezali še v to vezje. Tukaj je tok 0,45 amperov. Tudi če vežemo ampermeter kjerkoli drugje v vezje, bomo videli, da bo ampermeter pokazal enak tok. Tako. Prav tako tudi v tem vezju. Ni pomembno, kje vežemo ampermeter. Če ga vežemo zaporedno, je ves čas enak tok. Zakaj je tukaj tok vedno 0,90 amperov? Zato, ker ena žarnica ni priključena, čeprav je v krogu. Ta žarnica ne sveti. Če popravimo, takole. Sedaj svetita obe žarnici, tok teče čez obe žarnici se upirata pretoku in skupni tok je povsod 0,45 amperov. Če namesto 2 žarnic vežemo 3 žarnice, bo skupni tok še manjši. Več kot je upornikov, manjši je tok. Takole. Vidimo torej, da je tok v uporniku, tok v zaporedni vezavi vedno enak. Lahko narišemo skico zaporedne vezave. Recimo, da imamo vezane 3 žarnice.
tok je skozi vse 3 žarnice enako velik. Če je tukaj skupni tok, je ta enak toku skozi prvo, skozi drugo in skozi tretjo žarnico. Tokovi so pri zaporedni vezavi enaki. Vendar, če imamo namesto 3 žarnic vezano eno samo žarnico, bo zaradi tega tukaj tok, skupni tok večji. Še vedno bo enak toku na I1, ampak bo recimo 0,90 amperov. V tem primeru pa 0,30 amperov, če so bili oporniki enako veliki. Ker so tokovi enaki ves čas, lahko izmerimo tok tako, da kjerkoli v vezju zaporedno vežemo ampermeter. Ne glede na to, kje ampermeter vežemo, vedno bo ampermeter pokazal tok 0,30 amperov.